Pozdravljeni, sem Ana, sem asistentka pri predmetu ekonomija. Mi se bomo srečali na vajah v drugem semestru. Predtem bom pa pripravila serijo kratkih videov, v katerih vas bom vodila skozi reševanje določenih računskih nalog. Danes si bomo pogledali 7. nalogo na strani 28 v repetitoriju. Dotika se mednarodne menjave, natančneje izvoza in uvoza, ter koristi, ki jih imamo od mednarodne menjave. Naloga pravi: izvoz po domačih cenah je 10, uvoz 20, indeks cen izvoza je 200, indeks cen uvoza 50. Izvoz zapišemo s črko E, glede na to, da je po domačih cenah, dodamo DC. Uvoz je U, po domačih cenah je 20, indekse bomo zapisovali s črko I, indeks cen izvoza bomo označili z IE in je 200, indeks uvoznih cen je pa 50. Pod točko A moramo zračunati izvozno-uvozno bilanco po domačih in po svetovnih cenah ter koristi od menjave. Bilanco bomo označevali s črko B. Po domačih cenah jo bomo zračunali kot izvoz po domačih cenah minus uvoz po domačih cenah, kar je 10 minus 20 in je minus 10. Bilanca po domačih cenah je torej pasivna oziroma negativna. Bilanco moramo zračunati še po tujih cenah. BTC je pa izvoz po tujih cenah minus uvoz po tujih cenah. Zdaj izvoza pa uvoza po tujih cenah nimamo, zato jih moramo zračunati. Stična točka so pa indeksi cen. Indeks cen izvoza zračunamo kot izvoz po tujih cenah deljeno z izvoz po domačih cenah, glede na to, da je indeks, moramo dati še krat 100. Tale indeks izvoznih cen bo vedno večji od 100. Zdaj razmislite, zakaj. Mi izvažamo tiste proizvode oziroma dobrine, ki so doma cenejši in jih torej prodajamo po višjih cenah na tujem trgu. Torej ETC bo vedno večji kakor EDC in zato bo indeks vedno večji od 100. Izračunati pa moramo tukaj mi izvoz po tujih cenah, ki ga torej nimamo, no in izvoz po tujih cenah, če tole enačbo obrnemo, je indeks izvoznih cen krat izvoz po domačih cenah deljeno s 100 je 20. Indeks uvoznih cen je uvoz po tujih cenah deljeno z uvoz po domačih cenah krat 100. No, ta je pa vedno manjši od 100, zato ker torej uvažamo tiste dobrine, ki so v tujini cenejše in so doma torej relativno dražje. Tukaj spet zračunamo uvoz po tujih cenah. Uvoz po tujih cenah je indeks uvoznih cen krat uvoz po domačih cenah deljeno z 100 in je 10. Izračunajmo zdaj še bilanco po tujih cenah. Torej imamo pa izvoz po tujih cenah, ki je 20, minus uvoz po tujih cenah, ki je 10 in je 10. Torej tukaj pa vidimo, da imamo pa aktivno oziroma pozitivno izvozno-uvozno bilanco po svetovnih cenah. Izračunati moramo še koristi od menjave. Zdaj, če gledamo vrednostno, imamo te koristi od izvoza in koristi od uvoza. Koristi od izvoza izhajajo iz dejstva, da mi prodajamo na tujem trgu po višjih cenah, kakor bi prodajali doma, zato jih torej izračunamo kot izvoz po tujih cenah minus izvoz po domačih cenah. Koristi od uvoza pa izhajajo iz tega, da mi kupujemo na tujem trgu po nižjih cenah, kakor bi bile pa cene dobrin doma. Zato govorimo o tem, torej koliko prihranimo, če kupujemo v tujini, in zračunamo zdaj koristi od uvoza kot uvoz po domačih cenah, ki so višje, minus uvoz po
tujih cenah, ustavimo številke in dobimo koristi od menjave, ki so 20. Pod točko B moramo razmisliti, kako naj se spremeni tečaj za izravnavo bilance po svetovnih cenah. Na X osi imamo mi produkte, na Y osi imamo pa cene in tečaj. Torej, tukaj so produkti, cene, tečaj. Tečaj je izražen kot število enot domačega denarja, evro, na število enot tujega denarja, torej evri na dolar. Najprej bomo v graf vrisali naraščajočo premico, ki kaže cene doma v primerjavi s cenami v tujini. Govorimo torej o relativnih cenah, je pa tečaj tisti, ki nam bo povedal, katere cene so relativno nižje doma in katere so relativno višje doma. Zdaj tečaj na grafu ponazarja vodoravna premica, hkrati ta premica kaže tudi svetovne cene, ki so pravzaprav osnova za primerjavo z domačimi cenami. Pri risanju te vodoravne premice oziroma svetovnih cen moramo biti pozorni, kako jo rišemo, in sicer je to odvisno od tega, kakšna je naša bilanca po svetovnih cenah. Kakor smo zračunali prej, je ta znašala 10 in to pomeni, da smo mi ugotovili, da je izvoz večji od uvoza. To pomeni, da imamo več proizvodov z relativno nižjimi cenami, kot pa proizvodov z relativno višjimi cenami. Če zdaj vrišemo to vodoravno premico, ki nam ponazarja svetovne cene in tečaj, vidimo, da smo narisali bilanco po svetovnih cenah, kjer je izvoz večji od uvoza. Odgovorimo zdaj še na vprašanje, kako naj se spremeni tečaj za izravnavo bilance po svetovnih cenah. Izravnavo bilance dobimo tam, kjer je izvoz enak uvozu. No in če vrišemo zdaj tečaj, vidimo, da se mora tečaj znižati. Če se tečaj zniža, to pomeni, da bomo mi dali manj evrov na dolar, naša valuta bo vredna več in to pomeni, da imamo apreciacijo. Upam, da vam bo posnetek v pomoč. Do prihodnjič.